futur anterior, prihodni preteklik ali pa zloženi prihodnik, nek paradoksni čas, ki vsebuje neko zanko, je neka zanka, je neka časovna zanka, ki označuje nek razmik, s katerim se vselej vračamo tja, kamor smo že bili, ki ima dvojno razsežnost, čas predhodnosti in čas prihodnosti, kar pomeni, da nek slikovni dogodek šele naknadno označujemo za to, kar je. Zato vsebuje neko necelost, neko nesklenjenost. In s tem časom sem poimenoval nekatere nove slike, na katerih sem kombiniral, sopostavil citate ruske avantgarde, recimo Malevičevo sliko ali pa njegovo risbo, ali pa Rodčenka. In te citate sem sopostavil z vesoljnimi plovili, recimo s Sojuzom ali pa s Hubblovim teleskopom. In že ta gola sopostavitev na motivni ravni pomeni, da gre za neko necelost, za neko neujemanje. Vendar sem pa s tem časom poimenoval tudi celotno razstavo, na kateri sem kombiniral te nove slike z izbranimi starejšimi deli. Ta futur anterior me pač upravičuje v tem smislu, da ne označuje neko kronološko sklenjenost, ampak neko kronološko linearnost, ampak je aktiviran z neko anticipacijo, ki je pri ruski avantgardi seveda očitna, njene reference na kozmične dimenzije so očitne. In ta čas anticipacije je hkrati tudi čas reaktivnega branja. Na razstavi se ta nova dela prepletajo v nekem izmeničnem redu, ki hkrati označuje neko simetrijo, ampak simetrijo, ki je simetrija ravno preko asimetričnosti. Tako da tudi starejša dela se na novo postavljajo, tudi na starejših delih je bila prisotna neka palimpsestnost, neka heterogenost časov, so bili prisotni labirinti, labirintično kadriranje. Tako da ne gre samo za golo sopostavitev motivov, ampak tudi za način, kako je slika strukturirana. Slike so strukturirane preko rezov, preko razlomov, preko prekinitev in prav preko teh razhajanj vznika šele podoba. Kar pomeni, da ni neke predpostavljene podlage. Te rezi se ne odvijajo na neki že dani površini, ampak prav nasprotno površina vznika hkrati s temi rezi. Hočemo reči nekaj podobnega, kot pravi nekje Lacan, da krik
se ne zariše na podlago tišine, ampak tišina vznikne hkrati s krikom. Če pogledamo na zvezdno nebo, to zvezdno nebo si lahko zamišljamo kot neko karto in ta karta nam razkriva prav to nesinhronost. Razkriva nam, da na neki površini, neki karti hkrati sočasno beremo različne čase. Beremo zvezde, ki so mlajše, beremo zvezde, ki so starejše, razberemo zvezde, ki so že umrle in je šele zdaj prišla svetloba do nas. Tako da nam karta razkriva, oziroma prej bi rekel, spodbija neko homogenizacijo časa in razkriva nam preplet različnih časovnih razsežnosti. Nekaj podobnega, kot bi lahko rekel, da se na teh novih slikah zgodi, recimo pri vesoljnih plovilih. Če pogledamo natančno ta plovila, vidimo, da z nekaterimi segmenti označujejo sektorje, ki niso združljivi, vsaj ne v tem linearnem smislu, z drugimi sektorji, pa vendar nam označujejo neko celoto, ki je očitno zgrajena iz različnih časovnih krivulj. Barva je uporabljena na enak način preko teh rezov, preko teh razlomov. In problem barve je seveda v tem, da če ti uporabljaš močne kontraste v polni intenziteti, seveda je nevarnost v tem, da slika razpade. Kar pomeni, da ne gre seveda samo za aplikacijo barve, ampak predvsem za dizajn, za organizacijo preko risbe, da gre za to, da preko rezov šele dosežemo spoje. In prav ta sinhronost spoja in reza se mi zdi, da je analogna futuriju anteriorju, da je analogna razlomljenosti časa, da je analogna razsežnosti predhodnosti in prihodnosti, da je analogna nečemu, kar vse skozi uhaja, se izmika. Tako da se slikar, ko deli površino, hkrati vse skozi zavihti čez prazno mesto, čez praznino, skozi nekaj, kar manjka. In prav to se mi zdi, da slediti temu je drznost. Na nekaterih odsekih seveda so pri teh novejših podobah
uporabljeni, bi rekel, obarvani radijski valovi. Na nekaterih sektorjih bi mogoče lahko govorili o digitalizaciji podobe. Pa vendar mislim, da današnja debata o slikarstvu ni v tem, da ali sledimo določenemu novemu mediju ali ne, ali smo uporabili določen sodoben prijem ali ne. Ni v tem seveda, da bi mi potem odslikali določeno, že doseženo digitalizacijo, ne? Ampak je bolj problem v tem, kako se soočiti z tistim, kar uhaja, kako se soočiti s tistim, kar res vas boj vključuje, da kako se soočiti ravno z izmikanjem slikovnosti. Mislim, da prav ta izmik, ki jo Futur Intervier seveda implicira, da ta izmik določa sodobnost, da pravzaprav gre vselej za neko spodletelo srečanje. Že pri Futurju je to zelo lepo razvidno. Prav v tej dimenziji njegovega še ne in vselej že. To dvoje seveda določa neko spodletelost, nek zamik, neko odtegnjenost. In zdi se mi, da če slikar sledi tej odtegnjenosti, če sledi temu, da je pač identiteta določljiva vselej z nečim, kar je drugo od nje, da če razumemo, da je identiteta hkrati drugo, da če razumemo, da recimo pri simetriji, da deluje samo zato, ker implicira asimetričnost, da če razumemo, da gre pri simetriji ne samo za, recimo pri zrcalu, da ne gre za enostavno dvojico, ne, ampak gre prej za eno, ki ne more biti niti dvoje, niti se več to dvoje ne more več združiti v eno, da takrat seveda se mi zdi, da slikar slika.